Moja odločitev je, da podam soglasje kandidaturi. Pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Moja odločitev je, da podam soglasje kandidaturi. Slovenija, naj tebi pesem poje. Slovenija se je ta teden ukvarjala z dvema politikoma, Zoranom Jankovićem in Alenko Bratušek. Slednja je uporabila kup neprepričljivih političnih manevrov. Najprej je dejala, da bo kandidirala sama, z Jankovićem ne. Potem si je ta teden premislila, pristala na dvoboj, pa čez noč napisala pisni ultimat, v katerem je zahtevala obe funkciji ali nobene. Nov dan je prinesel nov premislek ali le popravni izpit iz preprostega matematičnega seštevka večglave množice, ki vdano sledi ustanovitelju in ki bi mu nemara sledila tudi na kongresu. Za ohranitev statusa quo je bilo v stranki treba hitro ukrepati. Da v dani politični situaciji volilni kongres načrtovan za 19.10.2013 preloži na čas pred državnozborskimi volitvami. Pozitivna Slovenija daje prednost državi in ne svojim strankarskim zadevam. Slovenija, odkot lepote tvoje. Tolikokrat slišana stabilnost vlade, ki so jo imeli na koncu jezika prav vsi zadnji voditelji države. Prav pozitivna Slovenija je brez pomisleka na državo rušila Janša in njegove reforme. Nič boljši ni bil Janez Janša, ko je rušil Boruta Pahorja. Tedensko dogajanje ob napovedanem krčenju bruto domačega proizvoda, dražjemu zdravstvenemu zavarovanju za SP-je je zasenčil boj za prestiž. O tem oni sami odločajo, ampak jaz sem že komentiral zamrznitev gospoda Jankovića januarja, da je to taka improvizacija, ki se je ne more privoščiti niti ena krajevna skupnost. Tukaj se zdaj vidi, kaj pomenijo novo nastale stranke, ki lahko sred igre menjajo pravila. Zoran Janković pač nikoli ni znal in nikoli ne bo znal biti številka 2, je človek prvih vrst. Iz Mercatorja, odkudar so ga odnesli politični nasprotniki, je z neverjetno lahkoto prišel na čelo Ljubljane, od tam na vrh politike. Zoran Janković je ustanovil to stranko. Mi smo tukaj zaradi, ali pa hvala Zoranu Jankoviću, tako da jaz mislim, da so ljudje v poslanci državnem zboru absolutno hvaležni, lojalni Zoranu Jankoviću. Njegov zmagovalni pohod je zaustavila Komisija za preprečevanje korupcije. Političen šov mu je dobesedno ukradla Alenka Bratušek s koalicijskimi partnerji, ki so ga zamrznili. Zdaj imamo pravzaprav hecno situacijo. Zmagovalcev volitev Janković ga ni v vladi, se pravi prejšnji odstavljeni premijer Janša ga tudi ni, vodijo pravzaprav trije poraženci. Alenka Bratušek je dolgo iskala svoje politično zatočišče med levimi strankami. Iz LDS-a je prišla pod Golobičev zares, potem šele v Pozitivno Slovenijo. Najdemo jo celo na kranjski listi Hermine Krt. Zato se prizvok, sicer pokroviteljskega pisma o tem, kako zahtevno vlogo je sprejela v trenutku, ko tega izziva ni mogel ali ni upal sprejeti nihče drug, bere v oktavah žrtvenega jagnja, ki je moralo sprejeti to nezaželeno vlogo. Vlogo, katero si je želel nekdo drug. In ta gotovo ni rekel zadnje besede. Da ima v tem trenutku Zoran Janković boljšo pozicijo, ker on bo sedaj samo čakal na napake predsednice vlade in skušal po vsej verjetno ustvariti okoliščine za sklic kongresa. Ali bo on tisti, ki bo poskušal destabilizirati destabilizirano državo, ali pa jo bo nekdo drug. Dežurnih krivcev je vedno dovolj. Ali jo bo vlada s proračunom, trojka ali opozicija z interpelacijo. Dveh interpelacij, ki jih je opozicija napovedala, eno pravzaprav vložila, drugo pa zdaj napovedala, kar je že veliko za vlado v takih razmerah, se je danes zgodila še ta kandidatura, ki je prava bomba, ki lahko raznese to koalicijo. Glede interpelacije neenotna tudi opozicija. SDS-ov edini vdani satelit Nova Slovenija se počasi krepi in trmasto stopa iz učiteljeve sence.
Podpisa pod Čuferjevo interpelacijo pač samoumevno niso oddali, zato se je SDS odzvala s protinapadom. Ko je Nova Slovenija napovedala interpelacijo zoper ministra za notranje zadeve Gregorja Viranta, je na zavoro pritisnila SDS. Je minister Virant tisti minister, ki si tudi zasluži interpelacijo, vendar pa ne vem, če je trenutek najprimernejši. Glede na to, da smo opozorili na delo ministra Viranta, ga ocenim kot delo, ki je zrelo za interpelacijo, bi na nek način tudi pričakoval, da bi bili so avtorji te interpelacije. Očitno je čas razrahljal tudi prijateljske vezi, ki so od osamosvojitve veljale za trdne. Zato se največja stranka kot ničkolikokrat doslej spet zateka k misli, da bi z obličja parlamenta zbrisala vse majhne stranke, ki so jo v vseh teh letih omejevale pri izpolnitvi zastavljenih ciljev. Bodi si, da se zdaj odločimo za to, da se pač situacija stabilizira, se gre na volitve, prej pa spremenimo volilni sistem. Jaz mislim, da druge rešitve ni, čeprav morda to na prvi pogled se ne zdi ključen problem, ampak tisti, ki poznamo funkcioniranje izvršilne oblasti države, koalicije, parlamentarne demokracije zadnjih 20 let, vemo, da je tukaj ključen problem. To je vprašanje stabilnosti. Vsaj 3-krat je Janševa SDS predlagala večinski volilni sistem, a nikoli uspela. Podpore niso dale prav manjše stranke. In ko gre velikim slabo, je čas za katarzo. Janša kliče v Slovenijo trojko. Gotovo je v interesu Janeza Janše, da pride trojka, da je čim prej, da so predčasne volitve. Opozicija kliče trojko tudi zaradi proračuna. Vlada se je s proračunom poslovila od ambicije, da se iz krize izkoplje sama, menijo. Glede na stanje, kakršno je danes, svetujemo slovenski vladi, da to stanje čim prej prizna, se z njim sooči, prizna, da ga samo ni sposobna reševati in čim prej zaprosi za tujo pomoč mednarodne institucije. A prav po francosko, ker se je tudi šolal, se je ob vseh kritikah na proračun naredil Francoza minister Uroš Čufer. Mirno, celo ignorantsko igra vlogo redkobesednega političnega, neobremenjenega novinca, ki je po njegovem pozitivno opravil z najpomembnejšim državnim dokumentom, proračunom za naslednji 2 leti. Je po eni strani stabilizacijski in po drugi strani taki še vedno prinaša potrebno fiskalno konsolidacijo na način, da pravzaprav čim hitreje pridemo na pozitivno gospodarsko rast. Vendar pa je neznank še nekaj. Koliko bo stala sanacija bank? Kje bo vlada črpala denar za odškodnine izbrisanih? Kako bo poravnala dolg iz naslova plačnih nesorazmerij? Zakonske podlage za 205 milijonski davek na nepremičnine še ni, pa mu že grozi ustavna presoja. Če bo uveljavljen tak, kot je predviden, bomo gotovo naredili pritožbo na ustavno sodišče in sem prepričan, da bo tam ta zakon padel. Mi recimo kot islamska skupnost si prizadevamo zdaj graditi džamijo. Če bo ta džamija ocenjena na 10 pa še nekaj milijonov evrov, lahko si izračunate, kolikšen bo davek. Zdi se mi, kot da imam goste za mizo, obljubim jim brodetne ribiči, pa še lovijo ribe, pa ne vedo, kaj bodo ujeli. Vemo, kjer ribo lovimo in vemo, kako jo bomo ujeli. Številke so zaskrbljujoče. In ko primerjamo stopnje rasti našega izvoza in pa držav, s katerimi se pogosto primerjamo, kot naprimer Češka, Madžarska, Slovaška, Poljska, ki so vse prikazane na grafu, potem lahko opazimo, da v tem trenutku še ne moremo v celoti, še ne uspemo v celoti črpati pozitivnih signalov, ki prihajajo k nam iz mednarodnega okolja. Ich denke, die Slowenen sollten auf jeden Fall die europäischen Hilfen vermeiden. Denn das wird zu noch härteren Einschnitten in noch kürzerer Zeit führen. Minister pa. Imamo kar nekaj denarja na računu, približno 3,6 milijarde in jaz mislim, da bomo s tem denarjem, pa tudi čez kakšen dodatni, če bo potrebno, lahko zagotovili dovolj dobro podporo za naše banke. Trojka, že pa kjera kovčke, kaj pravite vi? Lahko razpakira. Kovčke v ženskem zaporu pa je za čas 6 mesecev razpakirala prva obsojena zdravnica, Nada Cesarec. Zaradi opustitve pomoči se glasi sodba.
Lejte, take stvari prihajajo, da zdravniki morajo iti v zapor. Strašno, grozno. Pozdravljam vse naše kolege, ker verjetno v svojih pesteh nosijo vsak dan en vroč krompir, kot sem ga jaz nosila. Podarim cvet, ker sem bila tudi jaz večkrat v taki situaciji. Da bi izkazali podporo kolegici Stanovski. Predsednik države Borut Pahor je ni pomilostil. Podporo je dobil z več strani. V njenem primeru niso bile ugotovljene take razmere, čeprav se je na nje sklicevala. Poleg tega je v sodbi še veliko drugih obteževalnih okoliščin, zaradi katerih se meni zdi sodba prepričljiva. Zaradi solidarnosti so prišli kolegi družinski zdravniki, da bi opozorili na sistemske napake, ki so Cesarčevo pripeljale do zapora. Enako solidarni so tudi drugi poklicni cehi, a včasih je treba preprosto reči dovolj. V parlamentu so želeli nekateri spomniti, da sodstvo ni poskrbelo za sankcioniranje vpletenih sodnikov Okrožnega sodišča v Ljubljani, ki so namesto nadzorovali, prijateljevali s stečajnimi upravitelji in jim potrjevali izplačila nagrad ter drugih stroškov postopka. Minister je napovedal prenos nadzorstvene in disciplinske funkcije iz zbornice na pravosodno ministrstvo. Ko gre za zbornico stečajnih upraviteljev, ta je tudi ena teh, zanesljiva situacija ni enaka kot recimo pri odvetniški zbornici, kjer tudi ta opravlja nadzor nad svojimi lastnimi člani. Glas razočaranja in glas razuma pa je prišel od prve in do sedaj edine doktorice znanosti, ki je kadarkoli sedela na uglednem mestu pravobranilke Evropskega sodišča. Verica Trstenjak, ki trenutno poučuje na Dunajski pravni fakulteti, je zapisala, da kar se je zgodilo v zadevi s stečajnimi upravitelji, se ji zdi nesprejemljivo. Sodniki bi morali moralno obsoditi dejanja kolegov, ne pa da ga zagovarjajo. Zato izgubljajo ugled, ker se sami ne opredelijo do napak. Tudi za vse pravnike obstaja pravna pa tudi moralna odgovornost, je zapisala. Nepravilnosti, napake, zlorabe v sodstvu, odvetništvu, notarijatu se zgodijo tudi v tujini, a jih kolegi obsodijo in ne dovolijo, da je nekdo tak med njimi, ki jim niža ugled, je še zapisala. Jasno je, da se do danes po sistemu vrani ne izkluje oči, ne zgodi nič. Čeprav so novinarji zgodbo razkrili, je ostalo pri tistem znanem. Tresla se je gora, rodila se je miš. Novinarji tokrat Dnevnika so ta teden razkrivali, kakšne igrice naj bi se spletale okoli prodaje Mercatorja, ki je skrbela več posameznikov. Bila pa je le del vezane trgovine z več milijonov evrov vrednimi posli med Slovenijo, Hrvaško in mednarodnimi bankami, med katerimi izstopa ena. Ameriška investicijska banka Goldman & Sachs, ki naj bi imela velik vpliv na evropskih tleh. To so eni pomembnejših obrazov pretekle in sedanje evropske ekonomske politike, ki imajo skupaj z guvernerjem banke Anglije Markom Carneyjem eno skupno točko. Vsi so delali za Goldman & Sachs. In kaj ima to s Slovenijo? Kot je razkril Dnevnik, se je Lovše okoli prodaje Mercatorja Agrokorju in reprogramu pogovarjal prav s prvim človekom banke Goldman Sachs za Evropo, s katerim se je pred časom srečala tudi premijejka. Ista banka naj bi kupila tudi slovenske obveznice. Postati naj bi želela tudi svetovalka pri 15 kosih državne srebrnine, ki je na prodaj. Zato torej vprašanje, kdo trka na slovenska vrata? Ali je v tem kontekstu razumeti finančnega ministra, da bo rešitev Slovenije draga, vendar... Ampak bomo naredili sami.